Lepo pozdravljeni. Danes se bomo potopili v svet svetlobe, da bi odkrili, kako samo nekaj preprostih fizikalnih pravil oblikuje čisto vse, kar vidimo. Od našega odseva v zrcalu pa do optičnih iluzij, ki včasih kar malo preslepijo naše oči. Začnimo z enim vprašanjem, ki si ga je verjetno že čisto vsak zastavil. Zakaj je slamica v kozarcu vode videti, kot da je zlomljena? No, ta čisto vsakdanja optična prevara pravzaprav razkriva eno od temeljnih skrivnosti o tem, kako svetloba potuje po svetu okoli nas. Da bi to uganko rešili, moramo najprej malo poenostaviti naš pogled na svetlobo. Predstavljamo si jo na en zelo intuitiven način. Ne kot nek zapleten val, ampak kot nekaj, veliko bolj preprostega. Ta model si svetlobo predstavlja kot ravne črte. Tem črtam rečemo žarki, kot neke vrste neštete majhne puščice, ki potujejo naravnost. In ta preprosta ideja je v resnici neverjetno močno orodje, s katerim si lahko razložimo vse, od odseva v ogledalu do delovanja najbolj mogočnih teleskopov. Naše potovanje k razumevanju te zlomljene slamice se začne z dvema temeljnima pravilama, ki veljata za te svetlobne žarke. Ko bomo razumeli ta dva, bo svet okoli nas postal veliko bolj jasen. Prvo pravilo se torej nanaša na to, kaj se zgodi, ko se svetloba odbije od neke površine. To je nekaj, kar doživljamo vsak dan, ko se pogledamo v ogledalo ali pa vidimo svoj odsev na mirni vodni gladini. In pravilo je pravzaprav neverjetno preprosto in elegantno. Svetloba se odbija kot popolna biljardna krogla. Kot, pod katerim pade na površino, je vedno enak kotu, pod katerim se odbije. Pika. Pri tem si seveda pomagamo s to namišljeno črto, pravokotno na površino, ki ji rečemo vpadna pravokotnica, ampak bistvo je, vsi žarki ležijo v isti ravnini. Ampak tukaj zdaj nastopi zanimiv del. Kako naši možgani interpretirajo te odbite žarke? Možgani namreč kar nekako predvidevajo, da svetloba vedno potuje v ravni črti. Oni ne vedo, da se je žarek nekje na poti odbil. In točno zato se zdi, da je odsev v ravnem zrcalu nekje znotraj ali pa za njim, čeprav od tam v resnici ne prihaja nobena svetloba. Gre za optično iluzijo, ki jo naši možgani ustvarijo na podlagi enega samega preprostega fizikalnega zakona. Poglejmo si zdaj še drugo pravilo, ki pojasnjuje, kaj se zgodi, ko svetloba potuje skozi nekaj, recimo iz zraka v vodo. Tukaj se namreč skriva odgovor na našo začetno uganko. Vse se vrti okoli hitrosti. Svetloba namreč ne potuje enako hitro skozi vse snovi. V vodi je na primer počasnejša kot v zraku. In točno ta sprememba hitrosti jo prisili, da spremeni smer. In to upogibanje, to je ključ do rešitve naše uganke s slamico. Da bi si to lažje predstavljali, si pomagajmo z eno odlično analogijo. Predstavljamo si svetlobne valove kot četo vojakov v vrsti, ki enakomerno korakajo naprej. In to odlično ponazarja, zakaj je slamica v vodi videti upognjena. Svetloba z tistega potopljenega dela potuje najprej skozi vodo, potem pa skozi zrak in se na tej meji upogne, preden doseže naše oči. Naši možgani to upognjeno pot interpretirajo, kot zlomljeno slamico. Kaj pa se zgodi, če talom svetlobe pripeljemo do skrajnosti? To nas pripelje do pojava, ki je pravzaprav temelj sodobne tehnologije. Poglejmo, kaj se zgodi, če povečujemo kot svetlobnega vira, ki je pod vodo. Na sliki vidimo, da se žarek, ki izstopa, vse bolj in bolj oddaljuje od navpičnice. Svetloba se, če se lahko tako izrazim, kar bori, da bi ušla iz vode. Ta lomni kot se približuje 90 stopnjema. In tukaj se zgodi nekaj res izjemnega. Ko presežemo določen kot, svetloba preprosto ne more več ven, postane ujeta. Namesto da bi se lomila, se v celoti odbije nazaj, kot da bi zadela neko nevidno zrcalo na meji med vodo in zrakom. In ta trik, da svetlobo dobesedno ujamemo, je skrivnost za optičnimi vlakni. Svetlobni žarki se samo odbijajo in odbijajo znotraj tistega tankega steklenega vlakna in tako prenašajo podatke, svetlobno hitrostjo. Princip, ki smo ga odkrili ob opazovanju upogibanja svetlobe, danes poganja praktično ves naš internet. Res neverjetno, a ne? Zdaj pa poglejmo, kako nam kombinacija teh pravil z ukrivljenimi površinami omogoča, da z njimi manipuliramo na res mogočne načine. Poglejmo si konkavno ali po domače
navznoter ukrivljeno zrcalo. To je tista vrsta zrcala, ki ga najdemo v brivskih ogledalih ali pa v avtomobilskih žarometih. Na levi sliki, ko je predmet daleč stran, je slika realna, obrnjena na glavo in pomanjšana. Na desni, ko pa je predmet zelo blizu, je slika navidezna, pokončna in povečana. S preprosto spremembo položaja predmeta glede na gorišče zrcala lahko nadzorujemo vse te lastnosti. In pomembno, realno sliko lahko dejansko ujamemo na nek zaslon, navidezne pa ne. In to nas pripelje do bistva. Vse, kar smo si danes ogledali, od preproste zlomljene slamice do delovanja zapletenih leč v kamerah, temelji na samo dveh preprostih pravilih – odboju in lomu. Od videnja lastnega odseva pa vse do pogleda v najbolj oddaljene kotičke vesolja. Potovanje svetlobe vodijo ti elegantni zakoni fizike, ki nam odpirajo oči za svet, tako za tistega vidnega kot tudi nevidnega.